Dragi gledalci, drage gledalke, pozdravljeni ponovno v oddaji Eno jabolko na dan. Moj današnji gost je Jan Hrvatin. Jan Hrvatin je trener in raziskovalec. Tako da danes sem ga povabila v studio, da nam bo povedal kaj več o svoji izkušnji trenerstva oziroma telovadbe in tudi o svojih izkušnjah posebnih prehranskih režimov. Pozdravljen, Jan. Živijo, hvala za vabilo. Tako, najprej bi te prosila, če se nam predstaviš, v bistvu, kaj te je pripeljalo na to pot trenerja, telovadca, kako bi še lahko rekli? Gibalca, telovadca, trenerja, vse skupaj, ja. Mislim, začetki segajo v otroštvo, verjetno v neko poskus preseganja svojih omejitev, ki sem jih zaznal kot mlad fant, kot moški v nastajanju, in je treniranje predstavljalo nek priložnostno lahko tudi beg, pomoč, samo razvijanje, raziskovanje, ker načeloma gibanje je nekaj, kar je pač vsem ljudem inherentno, samo da nekateri smo še bolj podvrženi k prakticiranju teh stvari, zato ker imamo mogoče neke psihološke aspekte, ki nas ženejo v to smer. Tako da svojo prvo športno udejstvovanje sem začel v borilnih veščinah. Najprej v kickboksu, kjer sem hitro tudi postal pomočnik trenerja, in potem od tam se začela ta kaskada od različnih aspektov, različnih vrst borilnih veščin do telovadbe, gimnastike, dvigovanja teži, skratka vse, kar nekako pride zraven, ko se s tem začneš ukvarjati. In zadnje 10 let sem načeloma tudi profesionalno v tem, torej to je postal moj poklic. Pomagam ljudem okrog njihovih teles in vsega, kar spada zraven. V bistvu govorimo o preventivi, ne? Ta oddaja je večinoma posvečena zdravstvenim temam oziroma alternativnim medicinskim sistemom, ampak tudi preventivnim, ne? Pri tebi se bomo osredotočili predvsem na to. Vadba telesa in pravilna prehrana, ki je seveda vezana tudi na osebnost, se pravi na človeka, ni za vse, ne? Tako je. Je precej pomembna. Torej, če začneva recimo s na katere recimo ideje se opiraš pri tem, ko sestavljaš nek program oziroma tudi ko ti vadiš? V veliki meri je odvisno od tega, kdo pride k meni oziroma po kakšno vrsto pomoči pride. Dalo bi se reči zelo preprosto tako. Ljudje smo živali v osnovi, imamo telesa in naša telesa v veliki meri, njihovo zdravje je odvisno od tega, v kolikšni meri se gibljemo, premikamo. Ko se gibljemo premalo ali na napačne načine, ali pa na načine, ki so lahko za naše specifično telo problematični, nastanejo težave. In v tistih večinoma pridejo ljudje k meni z neko težavo ali pa z željo ohranjanja zdravja. Tako da načeloma na človeka čisto bazično jaz vedno vprašam, koliko časa je nekdo pripravljen na tedenski ravni posvetiti ukvarjanju s svojim telesom. Zato ker skladno z lifestyleom, ki ga nekdo ima, z življenjskimi obveznostmi in ne nazadnje tudi z interesnimi dejavnostmi, so pač neke količine, časovne količine, ki si jih pripravljen investirati, in jaz kot trener ti potem lahko svetujem, kaj v tem času lahko dosežeš, glede na tvoje želje, tvoje težave, tvoje ambicije. Zato ker telo ima neke osnovne mehanizme oziroma neke osnovne, lahko ga delimo na lokomotorni sistem, na krvožilni sistem, in se da argumentirati, da je neka baza, recimo kondicije, neka baza gibljivosti, neka baza moči nujna, da lahko kot človek ostajaš zdrav in optimalno gibljiv. In potem to je tisto, pri čemer začnem. Če pa nekdo pride z neko specifično težavo, torej neko specifično poškodbo, potem verjetno orientacija tam. Tako da lahko gledamo na stvari kot na neko občo, splošno, fizično pripravljenost, ki bo človeku zagotavljala neko normalno, zdravo raven delovanja organizma, potem pa gremo lahko bolj v specifične vode, ko nekdo ima neko težavo ali pa se pripravlja za nek podvig ali pa karkoli pač prinese v svojem življenju. Recimo, kaj te je, na kakšen način si se izobraževal, da lahko v bistvu tudi take specifične težave rešuješ? Od kje črpaš? Jaz rešujem tisto, kar lahko rešim. Torej, marsikdo pride k meni in mu lahko pomagam, pridejo pa tudi ljudje, ki jim ne uspem pomagati, zato ker rabijo nek drugačen pristop ali neko drugo tehniko ali teorijo. Jaz sem v osnovi trener fitnesa, ki se načeloma
je primarno bil tudi trener bolnih veščin in nekdo, ki ga zanima domala vse, kar se človeškega telesa tiče. Tako da nenehno sem v tem procesu raziskovanja, izobraževanja, branja, spremljanja na sebi z ljudmi, ki me obkrožajo. Tako da uporabljam orodja, ki jih, ne vem, sem mogoče našel v gimnastiki kot preventiva pred poškodbami. Recimo pride v poštev nekomu, ki se pripravlja na neko, recimo na sezono smučanja. Veliko ljudi imam takih, ki radi smučajo in so ugotovili, da ukolikor se ne pripravijo primerno na smučanje, se lahko poškodujejo. In potem me poiščejo in jaz imam recimo na voljo protokole, s katerimi določene sklepe okrepimo, da so potem na smučanju varni. Nekatere stvari sem črpal direktno z bolnih veščin, ker je pač priprava določenega dela telesa in metoda, ki se v ozadju uporablja, se da aplicirati na čisto vsakdanje življenje. Lahko mogoče kakšen primer konkreten. Recimo, nekdo ima težavo s koleni. Kakšen tip vadbe je primeren za takega človeka? V osnovi imamo ljudje danes, kar se tiče lokomotornega sistema, težave s posameznimi sklepi. In določeni sklepi težave določenih sklepov so običajno bistveno lažje rešljive, nekateri sklepi so pa malo bolj zafecljani. Najbolj enostavno rešljive težave so ponavadi okrog kolen, ramen. Zato, ker izvira večina težav iz ali šibkosti nekih struktur, torej mišic, tetiv, ovojnic, vezi, ali pa enostavno iz tega, da ostanemo pri tem, da so neke strukture šibke. Recimo, težave s hrbtom so bistveno bolj kompleksne in bistveno težje rešljive. Zato, ker imamo različne komponente zdravja. In kjer je recimo pri kolenu običajno težava, kot sem omenil, šibkost, se pri hrbtu ugotavlja, da je pogosto lahko tudi psihološka komponenta zraven, prehranska komponenta, čisto neka specifična fiziološka komponenta, lifestyle. Skratka, je bistveno bolj kompleksno ugotoviti, kje je težava. Za večino ljudi, ki imajo recimo težave s koleni, je že dovolj, če se oblikuje trening protokol. To pomeni zaporedje nekih vaj v nekem trajanju, v nekih repeticijah, skozi neko obdobje, se določene strukture okrepijo in običajno te težave izginejo. Pri nekomu, ki ima težave s hrbtom, je zadeva bistveno bolj kompleksna in tam se potem lahko odpre morje opcij in tam je potem vprašanje, recimo, ali lahko nekdo, kot sem jaz, trener, mu pomaga, ali pa je potrebno še imeti kako drugačno intervencijo. Torej, kako se ti recimo lotevaš, ali te zanimajo tudi izvidi, ko pride kdo človek? Mislim, da lahko... Zanima me zgodovina poškodb, zanima me stanje, zanima me to, kar mi človek pove, kaj mi pove glede njegove zgodovine, kako živi, kakšne navade ima, kakšno zgodovino treniranja ima. Torej, to vse je relevantno. Izvid sam po sebi poredko je zame relevanten, zato ker večino stvari vidim. Jaz kot trener načeloma in z vajami, ki jih uporabljam, skušam človeka spraviti v boljšo fizično kondicijo, boljšo oziroma večjo mišično moč, večjo gibljivost tkiv in tam je že dovolj najina komunikacija na treningu, da jaz vem, če on lahko nekaj počne ali pa ne. Tako da slika nekega sklepa meni več kot toliko ne pove veliko, oziroma mi ne pomeni dosti. Recimo pri težavah s hrbtenico obstaja kakšna serija vaj, ki so recimo ne nevarne, recimo, ker obstajajo verjetno vaje, ki lahko še bolj škodijo, ne? Če ne, oziroma recimo, kaj se počne pri težavah tudi z gibalnimi vzorci, ki so nepravilni in potem ko človek kompenzira z nekimi določenimi mišicami druge in zaradi tega se ponavlja neka težava. Kaj lahko v takem primeru narediš? Na moj pogled na te stvari je, ga bom poskusil dati v neko zelo koncizno obliko. Primarna težava večine ljudi je, da se premalo gibljejo. Korak za tem je, da ko se začnejo gibati, znajo začeti pretiravati zelo hitro. Skušajo kompenzirati manjko gibanja v preteklosti z pretiranim treniranjem ali pa gnanjem v različnih dejavnostih v sedanjosti, zato da bi na hitro kompenzirali to, kar se je dogajalo. Tukaj, to je en segment problema. Kar se samih vaj tiče, moja pozicija je, da ne obstaja napačna vaja, ne obstaja napačna izvedba vaje, ne obstaja problematično gibanje, obstaja samo nekaj od tega, ki je za določenega človeka v določenem trenutku problematično. Torej, mi dva lahko greva zdaj, izvajava neko vajo, meni bo popolnoma enostavna,
tebi bo zelo težka in boleča. Gib bo pa enak, naši sklepi se bo tudi na videz enako premikali, ampak tvoji fizionomiji, tvoji strukturi, tvojemu organizmu to ne bo pasalo iz nekega razloga, ki ga mogoče lahko ugotovimo, mogoče pa ne. Torej, gledanje na vaje oziroma na gibanje kot na napačno ali pravilno nam dostikrat zasenči oziroma nam da neko napačno perspektivo. Jaz mislim, da je najprej potrebno začeti se redno gibati na različne načine. Na ene načine, ki so ti morda manj všeč in ki so nujni, torej razvijati kondicijsko sposobnost, iti v hribe, iti na, ne vem, veslača, iti na kolo, delati na neki osnovni bazi moči, torej postati močen v osnovnih gibalnih vzorcih in mogoče dodati še nekaj, kar ti je všeč, nek ples, nek borilno veščino, nek šport in potem dejansko telesu dati na dnevni ravni gibanja čim več. In to je neka, jaz rečem, osnovna higiena telesa. In potem se lotiti in ugotoviti, če so še težave prisotne. Zato, ker pri meni, jaz lahko rečem, da 90% ljudi, ki je k meni prišlo z neko težavo, ko so se spravili v redno gibanje, primerno njihovim sposobnostim, je večina težav zginila. Ker je manjkalo gibanje, ne pa neka specifična vaja. Ne? Torej je bilo preveč sedenja, preveč mogoče hrane, preveč forsiranja, ki je bilo zelo sporadično, ko pa je postala to neka konstanta rednega gibanja, rednega potenja, rednega pretegovanja in vse, so dejansko težave zginile. Obstaja pa primer tudi določen procent ljudi, ki jim težave ostane in potem je tam treba razmišljati naprej, zakaj so tam. Ne? Torej, danes sem ena poplava teh v bistvu ideoloških nekih konceptov, kako je pristopiti k vadbi. Recimo, tudi blazno se razvijajo te dognanja, kako je v bistvu najboljši sistem za najhitrejše učinke. Recimo, včasih je veljalo, da moraš vaditi vsaj 1 uro, zdaj se je to bistveno spremenilo, zdaj se je to na 20 minut, eni celo 15 minut. Povej mi, kaj misliš o temu? Mislim, da imamo danes opravka da imamo bolj težavo z načinom dojemanja stvari, kot pa s stvarmi samimi. Torej, da je naš način, kako razumemo gibanje, pod vplivom nekega trenda, ki je včasih bil izključno fast food, danes lahko že postaja fast movement ali pa hitro gibanje, kjer se skuša najti neke instant učinke, neke hitre rezultate za čim manj časa. Ta mentaliteta je načeloma za moje pojme zelo sporna. In rezultate lahko daje nekaterim, večini pa ne in načeloma vodi v razočaranje. Spet bomo štartali iz neke izhodišne točke, ki je, da mi smo narejeni za gibanje. Vzor bi nam mogli biti otroci. Otroci večinoma do 5. 6. leta starosti, to pomeni do takrat, ko ne grejo v šolo in se jih začne počasi omejevati. In s stoli in s tablami in tako dalje. Torej, če ti pogledaš nekega otroka, on se bo nenehno gibal. Bo tudi sedel, bo tudi kaj narisal, ampak bo konstantno se premikal. In to je tisto, kar bi mogel biti nam vzor. Torej, kako v naše življenje vnesti čim več gibanja, v katerem tudi mogoče celo lahko uživamo. In če bi to začeli vpeljevati, mislim, da bi vse težave kar popadale ena za drugo. Danes smo dejansko osredotočeni na to, da bi hoteli na čim hitrejši način, v čim manj časa, s čim manj napora dosegati čim več. In prišparati na času, ki na koncu dneva, kam ga boš potem investiral v delo. Imamo nekako vrednote pomešane pogosto. Torej, koliko recimo časa ti posvetiš vadbi oziroma koliko priporočaš drugim? Živimo v nekem svetu, ki nam postavlja neke omejitve in mislim, da vsak človek bi moral imeti za cilj, da se vsak dan, vsaj enkrat dobro spoti. Kaj to za njega pomeni, si lahko tudi sam definira. Za nekoga bo to mogoče, da bo šel 3-krat na teden v fitness, 2-krat na teden v naravo, 1-krat na teden si bo dal muziko doma in bo plesal. Skratka, potenje, fizični napor. Zdaj, pri fizičnem naporu treba biti zelo specifičen, o komu govorimo. Zdaj, če govorimo o nekomu, ki je star 60 let in ima za sabo 15 let neaktivnosti, se on ne bo smel pretirano naprezati, ker lahko je več škode kot koristi. Za nekoga, ki je mlad in v formi, to pomeni, da se lahko vsaj 2-krat na teden dobro zmatra. Tako da, če se držimo tega, da se vsak dan 1 uro gibljemo, na takšen način nam bo puls zrastel, in da se bomo ob tem tudi spotili, mislim, da to največ, kar lahko in zelo veliko, kar lahko dosežemo. Kako bomo potem to uro strukturirali z dneva v dan, je pač delo nekega trenerja, ali pa tudi si sam lahko prilagodiš. Ampak 1 ura gibanja neprekinjenega
da se potem še spotiš ob temu in da se dejansko spucaš in mentalno in čustveno vse, to mislim, da bi mogel biti higienski minimum za vsakega človeka. Torej ti verjetno to priporočaš tudi svojim strankam. Ja, priporočam, definitivno. Kakšne vrste ljudje prihajajo k tebi, kakšni so, no? Ali so to ljudje, ki si lahko mogoče privoščijo vadbo, ali so to, imaš skupinske vadbe, imaš individualne? Različne stvari delam. Eno so individualne vadbe, eno so skupinske vadbe, eno individualno kontaktno delo, eno je samo v obliki mentorstva nadaljavo, torej da jaz pač povem samo, kaj se počne. In skladno s temi različnimi storitvami, ki jih nudim, je potem tudi profil ljudi drugačen. V osnovi so vedno ljudje, ki vejo, da morajo nekaj narediti zase. Eni z težavami, eni mogoče celo že s preventivnim načinom razmišljanja, torej vem, da moram telovaditi, povem mi, kaj da delam. Ne? Tako da iz tega vidika so pač to ali nekateri, ki prijajo k meni 2-krat na teden, na kontaktno uro, skupinska vadba, tam delamo neko mešanico moči, kondicije, gibljivosti, za katero jaz smatram, da je najboljša možna kombinacija za nekoga, ki 2 uri na teden trenira. Potem itak vsakemu še rečem, pejte še v naravo, dejte vsak dan nekaj narediti in tako dalje. Potem imam določen aspekt ljudi, ki želi 1-na-1 delo, torej s takšnimi sem lahko v fitnessu in jih vodim skozi nek program, ki je ali rehabilitacijski, ali z nekim specifičnim ciljem v mislih, ali pa čisto neko generično pripravo. Se najde tudi športniki za rehabilitacijo po neki poškodbi. Skratka, različen spekter. Imaš svoj prostor, kjer upravljaš to dejavnost? 10 let obratujem v enem prostoru, ki ga imamo v najemu od mestne občine. In kar se pa tiče privatnega dela, sem pa tudi okrog po fitnesih, kjer je pač se delo dogaja. Še vprašanje glede estetskega izgleda. Veliko ljudi prihaja na treninge, predvsem zaradi to, da bodo izgledali boljše. Kaj misliš, je to pravi fokus? Najbrž ne, ampak recimo, je to tudi lahko dovoljšna motivacija, da nekdo potem vztraja? Ja in ne. Videz je pomemben in nima smisla se skrivati za nekimi moralnimi poveličevanji, da videz nam ni pomemben ali kakorkoli že. Torej, v veliki meri je tudi določen aspekt videza marker zdravja. Ne vedno. Lahko tudi videz vara, v smislu, da nekatera telesa lahko izgleda zelo zdrava na sliki, v osnovi so pa zelo bolna v marsikaterem pogledu. Ampak definitivno, če vzamemo X osebo in ga damo skozi nek trening proces, če bo bil bolj čvrst, če bo imel kapaciteto pljuč boljšo, če se bo držal lepše, če bo tonus mišic večji, bo verjetno zaradi tega lepše izgledal in bo tudi istočasno bolj zdrav. Problem nastane, ko videz začnemo oziroma ko nam videz predstavlja edino motivacijo za trening in še posebej, ko jemljemo videz iz medijev, ki je dostikrat varljiv. Zato, ker danes živimo pač v dobi marketinga in živimo v dobi medijev in smo stalno izpostavljeni slikam, ki so varljive. Zato, in primerjavam. In dostikrat telesa, ki jih vidimo na reklamah, so produkt praks, trening praks, življenjskih praks, in pa dodatkov, hormonskih in siceršnjih, ki so, torej določen tip telesa ni možno ustvariti po naravni poti. In problem je, ko to sliko vidi laik, povprečnež, nekdo, ki se na to ne spozna in misli, da tako mora prvič izgledati in okolikor bo začel trenirati, bo tudi tako izgledal. In potem imaš dejansko razočaranje, ker tako ne boš izgledal in pa ustvarjanje napačne slike o samem sebi, kako bi moral izgledati. Zato, ker telesa so si zelo različna. Jaz pravim tako, najboljše je poiskati kako sliko iz kakšne plaže leta 60, 50, 40, ko je na sliki, ne vem, 100, 200 ljudi in potem si pogledaš, kako so ljudje izgledali. Kako je izgledalo dejansko telo prvič pred dobo moderne estetizacije telesa, pred dobo, ko je bilo tudi masovno, torej danes se masovno uporabljajo anaboliki, marsikje, razni dodatki, ki že mejijo na hormonske ojačevalce ali pa spreminjavce, kakorkoli že. Ja. In dejansko potem vidimo, kako izgleda človeško telo naravno zdravo. Zato, ker danes marsikatero telo ne izgleda več zdravo. Ali zato, ker pretirava v eni smeri, ali v smeri hrane in presežnega nažiranja, ali pa v smeri dopinga,
pretiravanja s treningom in tako dalje. Tudi niso vsa telesa, dejansko nimajo možnost izgledati nekdo, ki celo življenje trenira, ne vem, gimnastiko, ženska bo definitivno gledala na tak način, da je neka 30-letnica ne bo mogla, ki ga ne bo mogla doseči, ne? Verjetno. Pa tudi genetska komponenta. Ker moramo tudi upoštevati, da ko mi vidimo nekoga, ki je, dajmo reči, telo gimnastika, nekdo, ki je gimnastik profesionalno, je prvo kot prvo bil rojen za biti gimnastik, zato ker sicer ne bi bil profesionalni gimnastik. Torej, šport sam selekcionira telo. Torej, če mi pogledamo profesionalne plavalce, profesionalne gimnastike, profesionalne plesalce ali kogarkoli že, vsi so dejansko tip telesa, ki je primeren za telo. Torej, dejansko telo, šport dela selekcijo. In na isti način potem, jaz dam rad ta primer, nekomu, ki recimo vidi, pri puncah je to danes velik problem za moj pojem, zato ker marsikatera punca v starosti 15 do 25 let želi imeti izklesan trebuh. Recimo. To je neka trend, ki ga jaz sicer osebno ne razumem, ker je, mislim, lahko imam svoje teorije, zakaj je tako, ampak je nekaj, kar je inherentno nasprotno ženskemu telesu. In potem se začneš spraševati, zakaj je to puncam danes tako pomembno, ali se sploh zavedajo, da če bodo to skušali doseči, da bodo verjetno mogli svojo ženskost in pa svoje zdravje v marsičem zatreti. Zato, ker obstaja redek procent žensk, ki to lahko dosežejo, ker to imajo, ker pač takšne so. In jaz dam rad primer. Od česa je odvisno, recimo? Specifično, če govorimo o zamaščenosti telesa, je to odstotek telesne maščobe. In moški in ženske se razlikujemo v tem, kaj je za našo fizionomijo zdrava mera telesne maščobe. Moški si lahko dovolimo biti z maščobo nekoliko nižje in to ne bo negativno vplivalo na našo hormonsko stanje, zdravje in počutje. Ženske pa izpod neke ravni za svoje zdravje ne smejo iti. In dejansko to je po moje ena večjih težav fitness industrije danes, oziroma napak, da se dejansko promovira ta suh, izsušen, nemasten videz ženskega telesa, ki za večino žensk ni dosegljiv po neki zdravi meri, po zdravi poti, na zdravem načinu življenja. In potem to vodi lahko v marsikatero težavo. Zato ne rabiš dosti, da vprašaš samo mogoče par punc, ki so se ukvarjali s profesionalnim s temi lepotnimi tekmovanji, ženska oblika bodybuildinga. Večina punc, ko to počne, nima menstruacije, recimo. In obstaja velika verjetnost, da bo zaradi tega imela težave celo življenje potem. Tako da, če govorimo specifično o tem, se v medijih rado prikazuje nemastna telesa, ki jih nekateri moški lahko recimo dosegajo čisto na easy. Za večino moških tudi velja, da bi mogli biti nekje v nekem razponu, zato da so zdravi. Za ženske pa so neka druga pravila in tukaj se dostikrat meša, se dejansko vidi podoben nivo, mogoče na sliki, ni pa to nekaj, kar bi bilo vredno zdravo zasledovati. No, se zdaj počasi prihajava že na področje prehrane, ki je v bistvu zelo tesno povezano s tem, z doseganjem rezultatov, tako estetskih kot zdravja. Ti imaš kar precej izkušenj dajmo reči, z alternativnimi načini prehranjevanja, ki si jih raziskoval. In zanima me v bistvu, kako se zdaj prehranjuješ? Trenutno se prehranjujem na način, ki je za moj lifestyle najbolj ugoden. Ne jem nič ekstremnega, razen mogoče v količinah. In določenih živil se načeloma otepam, ker sem gotovil, da za moje zdravje niso optimalni oziroma za moje počutje. Za zdravje je že druga stvar. Tekom svojega, jaz nisem nutricionist, se s temi stvarmi ukvarjam ljubiteljsko, raziskovalno, zato ker prvo iščem način, kako se sam najboljše počutiti. Jaz sem namreč prvi del svojega življenja bil zelo bolan. Veliko sinusnih vnetij, respiratornih težav, kot majhnemu so mi že dali mandlje ven, pa željnico, skratka. In to me je takrat zelo morilo. In na neki točki sem jaz pač začel te stvari raziskovati, ker sem se hotel sam sebi pomagati. Tako da v bistvu to, kar počnem, je zato, da bi sam sebi skušal zagotoviti zdravje, ki si ga želim imeti. In pa tudi z nekaj odgovornosti, da lahko potem ljudem, ki vprašajo moj nasvet, znam svetovati nekaj. Ker jaz ne verjamem v to, da daš drugemu nasvet o procesu ali pa načinu, katerega sam nisi probal. Če ne veš, pač mislim, da je izkušnja največji učitelj. Tako da v tem trenutku pač jem tako rekoč vse, se pa načeloma
90% časa izogibam visoko procesirane hrane, predelanih oblik, maščob in hidratov, dajmo reči. Sem pa poskusil že marsikaj na svoji koži, tako da lahko. Ja, mislim, prebiram tudi tvoj blog oziroma tudi tvoje zapise na Facebooku, kjer precej pišeš tudi o tem, no. Pa v bistvu sem se tudi, ko sem šla k tebi, ne, takrat na trening, zdaj že to kar nekaj časa nazaj, sva se pogovarjala takrat o tej metodi, ki se zdaj, recimo, da ima nek momentum v svetu, in sicer metoda prehranjevanja, ki je nasprotna temu, kar se danes najbolj promovira, torej veganstvu, to je dajmo reči popolno karnivorstvo oziroma mesojedstvo. Mi lahko poveš kaj več o tem tipu prehranjevanja in od kje sploh izhaja in kdo se s tem ukvarja? Ja, kot neko začetno misel, mislim, da je potrebno reči, da danes je velika past v tem, da se iz prehrane zna delati ideologijo. Torej, če dalje bolj se lahko naleti na določene kroge ali pa skupnosti ali pa ideje, kjer dejansko je ideologija neke prehrane, torej katerakoli pač že bo rastlinojedstvo ali mesojedstvo ali vsejedstvo, postane imperativ o odločitvi posameznika. Ne? Torej, dejansko se ne odločaš skladno s svojim zdravjem ali počutjem ali pa presnovo, pač pa s tem, kateri skupini boš pripadal. In to je problem. Zdaj, specifično, kar se tiče mesojede prehrane oziroma v angleščini carnivore diet, je to neka v osnovi eliminacijska dieta. Jaz mislim, da je na hrano najbolje gledati kot na kombinacijo orodja in pa užitka. In to dvoje kombinirati tako, da boš ti kot človek čim bolje živel. Zato, ker ne moreš živeti izključno kot na hrano, kot na orodje, torej kot nekaj, na kar te hrani in pozabiti na užitek, ali pa samo uživati. Ker če pa samo uživaš v hrani, potem boš verjetno jedel tisto, kar zate ni optimalno dobro. Mesojeda dieta je ultimativna izločevalna dieta. In se je pojavila sicer že kar nekaj časa nazaj. Mislim, da segajo začetki že vsaj par desetletij. Dobiva pa nekako na momentumu oziroma na medijski prisotnosti v zadnjem desetletju, zato ker enostavno določenim ljudem z določenimi težavami te težave reši. To recimo, povej, kaj je konkretno. Konkretno v tujini se že marsikatera klinika uporablja mesojedo dieto za reševanje recimo Crohnove bolezni, ulcerativnega kolitisa in pa sorodnih avtoimunih in pa, lahko rečemo, da kar avtoimune bolezni in pa določene prebavne, intestinalne težave, ki jih drugi tip prehrane ne uspe rešiti. Zato je nekako najmočnejša. Najbolj se govori o njej na ta način. Lahko razložiš, zakaj? Lahko poskusim v par besedah, zdaj nisem pač, kot rečeno, nisem izobražen, ampak osnovni princip ozadja je ta, da rastlinski svet je v razliko živalskemu svetu oborožen z toksini, z raznoraznimi strupi, kemikalijami, spojinami, ki bojo rastlini zagotovile obstoj, če bo mimo prišla neka žival, jo pojedla in jo presnovila. Torej, rastlina v sebi ohrani neke spojine, da bojo ostale ali neprebavljene, ali da bojo odvrnile potencialnega predatorja, da jo bo zaužil in tako nadaljuje svoje življenje. Ali morda tudi zato, da seme kasneje izkali, ne? Tako, ali pa čisto iz vidika, da so rastline v osnovi imajo neko celično strukturo, neke zakone fizikalnega delovanja, živali pa imamo neke druge. Torej, kolikor jaz vem, rastline imajo predvsem močne celične membrane. Tako. To je največja težava, zato tudi niso toliko hranila iz rastlin težje absorbirajo kot iz mesa, ne? Tako. In danes, oziroma posledica zadnjih nekaj desetletij, ko smo mi močno začeli posegati oziroma se prehranjevati z določenim tipom hrane, ki je visoko procesirana, rastlinska hrana, rastlinska olja, raznorazna žita. Ko človeški organizem, nekateri človeški organizmi imajo veliko mero uživanja tega tipa prehrane, se lahko pojavijo določene bolezni. To je osnovna teza tega tipa prehranjevanja. Ko mi izločimo iz prehrane potencialne spojine, ki so vnetne, strupene, sprožajo razne učinke v našem telesu, ki so lahko sledijo v bolezni, se telo spuca,
Zato, ker jaz pač verjamem in načeloma tudi osnovna dogma tega načina gledanja na prehrano je, da telo se bo ozdravilo. Telo je samo ozdravitveni mehanizem. Ti moraš samo dati Optimalne pogoje, da se pozdravi. Če ga ti nenehno zastrupljaš, bo nečemu sledilo. Ne? Tako da v osnovi je mesojedo prehranjevanje, eliminacijska dieta in klinično orodje. Danes jasno prihaja do tribalizma, do ideologije in marsikdo fura to mesojedstvo zato, ker pač mu je cool, ker ima rad, ampak se pretirava. Zdaj nekdo, ki poje 2 kile čevapov na dan in se futra z slanino in hrenovkami, to je najbolj groteskna oblika in najbolj nezdrava oblika mesojede prehrane. Ne? Mesojeda prehrana... No, sej, ni daleč od tega, ko vegan kupuje procesirano, pripravljeno hrenovko iz rastlinskih... Mislim, kar se tega tiče, smo pri prehranski industriji, ki ni usmerjena ravno v to, da nam bo najbolje, ampak da bo največji profit. Tako. Ja. Torej, ja, zanimiva je ta teza. Jaz sem tudi kar precej prebrala o tem, pa tudi v bistvu moje izkušnje kažejo, da je omejevanje recimo konkretno žitaric bistveno pripomore k temu, da je metabolizem bolj lažji. Je pa res, da je težko preiti na to prehrano, ko si navajen, da pač konzumiraš žitarice, izdelke iz žitaric, ki so nasitni. Kako, na kakšen način lahko človek, ki ima težave in se odloči, da bo poskusil s to dieto po tvojih izkušnjah, nadomesti, v bistvu na kakšen način je potrebno pristopiti, da sploh lahko poskusiš s tem, ne da bi ogrožal svojega zdravja, po tvoje? To je zelo specifičen način prehranjevanja. Jaz mislim, da je zelo težko uresničljiv za nekoga, ki nima res zelo močne zdravstvene motivacije. Zakaj? Zato, ker ni veliko strastnih mesojedcev, ni veliko ljudi, ki je sposobnih se podrediti določeni monotoniji v prehrani. Torej, če jaz nekomu rečem, če želiš to poskusiti, boš 3-krat na dan verjetno, ali pa 2-krat na dan jedel meso, ali pa jajca, ali pa ribo. Ne? In potem so vedno klasično vprašanje, kaj pa kruh, kaj pa ta rastlina, kaj pa ta zelenjava, kaj pa ta žitarica, jaz sem vajen jesti kavo z mlekom. Je ogromno enih stvari, ki jih ljudje niso pripravljeni dati stran in čisto realno gledano, zaradi tega ta način prehrane ne bo uresničljiv, pa če ga človek ne bo. Če pa nekdo pride z neko resno težavo in da ga mogoče boli že 15 let želodec po vsakem obroku, ki ga zaužije, tašen je pa verjetno bo pa rekel, bom probal karkoli mi daš, karkoli mi svetuješ. Torej motivacija. Ampak una res življenjska motivacija, ne ta motivacija, s katero se mogoče zbudiš, pa bi nekaj naredil. Ne? Definitivno je ta način prehrane nekaj, kar je vredno probati za nekoga, ki je poskusil že vse, pa mu nič ni pomagalo. S kakšnimi ima mogoče avtoimunimi bolezni, kot smo rekli, kakšnimi mogoče celo duševnimi boleznimi. Zato, ker če dalje bolj, in to ni nova stvar, recimo mislim, da so bilo v 40 letih, ampak na Poljskem je bila prva klinika, ki je recimo epilepsijo začela zdraviti z ketogeno dieto. Ki v osnovi je lahko mesojedo prehranjevanje. Zdaj, če v tem lahko povem par besed. Ketogena prehrana je prehrana, v kateri se mi primarno hranimo z maščobami in iz katere izključimo ogljikov hidrat. Maščobe in proteini. Tako, beljakovine, nekaj beljakovin in primarno maščobe. In recimo na Poljskem, kot rečeno, mislim, da v polovici prejšnjega stoletja, je bila prva klinika, ki se je ukvarjala z reševanjem epilepsij oziroma zdravljenjem epilepsij s tem načinom prehrane. Celo. Ja. In je čedalje veliko povezav oziroma veliko študij in pa raziskovalnih del različnih zdravnikov nakazuje na to, da obstaja povezava med duševnimi boleznimi in metabolizmom ogljikovih hidratov. Torej nekdo, ki mogoče ima zelo veliko migren, mogoče celo kakšne depresivne epizode, anksioznost, lahko recimo poskusi pogledati v to smer alternativnega načina prehranjevanja in opazuje, kaj se z njim dogaja. Jaz poznam par primerov, kjer recimo so bile migrene na dnevni ravni ali pa na tedenski ravni, hude, in ukolikor je človek se prehranjeval na način z eliminacijo ogljikovih hidratov ali pa z zelo previdnim vnosom, so migrene šle stran, jih ni bilo več. Zdaj,
tukaj lahko interpretacija tega lahko različna. Ne? Nekateri bi lahko šli v psihološko smer in bi rekli, pač človek se je odločil narediti nekaj zase, naredil nek psihološki korak v smeri primu za svojo voljo in moč in zdaj to je tudi možno, ampak dejstvo je, da pač hrana se je spremenila, spremenil se je nek učinek in je vredno pogledati v to smer, ne? Še posebej, če imaš težavo. Za nekoga, ki je zdrav, mogoče je dovolj že samo, da procesirano hrano zmanjša drastično in že veliko na temu naredil. No, zdaj smo govorili o res skrajni metodi. Mesojedstvo v tem smislu je izključno samo meso in izključno živalski viri. Se pravi tudi mleko, mlečni izdelki. Pride noter. Tako, je not, je pa pri teh stvareh tako. Ena od ključnih stvari v ozadju je zmanjševanje vnosa ogljikovih hidratov, ko govorimo o tem načinu prehrane. Mlečni izdelki, mleko vsebujejo laktozo, vsebujejo nekaj, kar se potencialno ima podoben učinek kot ogljikov hidrat. Zato, ker v osnovi v ozadju imamo spreminjanje metabolnega načina, kako metabolizem deluje. Ne furamo več na ogljikovih hidratih, pač pa gremo na maščobo kot na primarni energent. Torej, daj mi razloži, no, ketoza v bistvu v tem smislu, kaj pravzaprav pomeni? Ketoza je v osnovi samo spremenjeno metabolno stanje, ko se v našem telesu poveča proizvodnja ketonov, in to je delcev, energentov, ki so prisotni zato, ker enostavno hidrate več ne uživamo in pač telo gre v drug način izgorevanja, uporabljanja energije. Glukozo sicer mi še vedno imamo. Mi ne moramo biti brez sladkorja. Naš krvni tok vedno mora imeti določen raven krvnega sladkorja, da lahko obratuje, zato ker določeni deli telesa ga potrebujejo glukozo, ampak ko jo pač ne uživamo, ima naše telo mehanizem, ki se imenuje glukoneogeneza, da lahko iz nehidratnih substratov ustvarja glukozo. Torej, to se dogaja v jetrih? To se dogaja v jetrih. Torej tudi za nekoga, ki ima težave z jetri, je tak tip prehrane koristen? Kot rečeno, nisem zdravnik, ampak bi bilo treba... Ja, seveda. Recimo, najbolj moderna težava jeter je, da so jetra zamaščena. To je najbolj pogosto moderno obolenje, ki je, zdaj lahko govorimo že za kar znanstveno, oziroma v obliki resnice, da kdor ima zamaščena jetra, verjetno uživa preveč ogljikovih hidratov, verjetno ima preveč kilogramov na sebi in neka kombinacija tega, neoptimalne prehrane. In tisti, ki grejo v smer zmanjševanja ogljikovih hidratov, bo zamaščena jetra odmastili, najverjetneje. O temu ni več dvoma. Seveda, to se tudi pri diabetesu pokaže, pri zdravljenju diabetesa. Ampak recimo, zdaj so govorila o teh recimo karnivorstvo oziroma mesojedstvo je nekako skrajno, vsaj v naši družbi dojeto. Obstajajo pa tudi te druge načini, kot so LCHF, torej to je nizki ogljikovi hidrati, visoka maščoba, to se pravi, to je že kombinacija, paleo, potem keto prehrana, no, so že omenila. Recimo, če gledaš svojo prehrano, vse to so itak ideološke kategorije danes že, ne? Lahko postanejo, niso nujno ideološke, ampak lahko postanejo. Ampak recimo tvoja prehrana, kam bi se lahko uvrstila? Moja trenutna prehrana jaz v tem trenutku ne prakticiram tega, zato ker tukaj jaz izredno veliko športam, ker je to pač del mojega življenja, moje psihološke strukture, moje dobrobiti v tem trenutku. In v tem trenutku jem ogljikovih hidratov precej, zato ker sem ugotovil, da je moj performance na treningih in moj siceršnji lifestyle boljši. Mi je bolj ustrezno. Ampak kakšne tipe ogljikovih hidratov pa ješ? Velika večina tega, kar jaz pojem, je riž, krompir in pa sadje. Med, take, da je čim manj procesirane. Skušam se vseeno izogibati kruhu, paštam, žitaricam, raznim predelanim oblikam. Tiste, če jih uživam neposredno okrog treninga. Ampak kot rečeno, moj način prehranjevanja je usmerjen v support mojih športnih udejstvovanj. Vkolikor ne bi bil toliko fizično aktiven, bi verjetno drastično zmanjšal ogljikov hidrat in povečal maščobo. Ker mislim, da je to objektivno za nekoga, ki ni zelo aktiven, najboljši način prehranjevanja. Kako se počutiš pri taki prehrani? Taki, kot jo zdaj imam? Ne, recimo pri tej, kot ki bi... Visokomaščobni. Ja, tako visokomaščobni. Moja izkušnja s temi tipi prehranjevanja je bila overall pozitivna. Jaz sem do zdaj, mislim, da 3-krat v zadnjih 10 letih imel obdobja mesojedstva. Koliko časa?
prvič pol leta, drugič 4 mesece in pol in ta tretja zadeva je bila tudi podobna. Jaz sem pač zaznamujem neka določena tip radovednosti, ki je pač čisto moj in včasih si dam neko idejo in hočem nekaj probati. In to je bilo iz tega konteksta. Torej, hotel sem poskusiti, kako je. In je, recimo, objektivno lahko rečem, da manj spiš takrat. Se pravi, si bolj alert. Tako, kar je treba tudi, kar se včasih povezuje tudi z kaloričnim deficitom, ki se na tistem načinu prehrane lahko hitro zgodi. Zato, ker tisto so izredno nasitni načini prehranjevanja. Zaznamujejo ga izredno stabilen krvni sladkor in ni lakote takšne, kot je na vsejedstvu. In zato, ker ni lakote, človek hitro začne hujšati. Zato je tudi zelo učinkovito pri tistih, ki imajo zelo veliko odvečnih kilogramov, ker pri njih je težava ravno to lakota. Torej, ker je krvni sladkor stabilen, je počutje zelo stabilno. Je mentalna jasnost nenehno prisotna, ni nobenih padcev v pozornosti. Je tudi res, da ta tip prehrane je, ukolikor ti prebavni trakt deluje normalno, izredno neobremenjujoče za prebavo. Je popolnoma zmotno razmišljanje, da so živalske beljakovine težke za prebavo. Ukolikor imaš primerno raven želodčne kisline, ukolikor ti prebavila delujejo normalno, je meso, primerno pripravljeno, kvalitetno meso ali pa živalska beljakovina najlažje prebavljiva za človeka. In to lahko vsak poskusi. Kako dejansko je. Ker na tem tipu prehrane imaš občutek, kot da nimaš prebave. Bistveno manj izločaš tudi, zato ker je bistveno manj Absorpcija večja. Absorpcija je večja, ampak tudi odpada je manj. Zato, ker vsaka rastlinska hrana ima v sebi neke stvari, ki so ali nepresnovljive, ali enostavno jih se ne da absorbirati. Seveda vlaknine, pač jih moramo izločiti. Ko pa ti poješ en zrezek ali pa jajca, tam notri telo bo posrkalo praktično vse. Skoraj vse. Tako da iz vidika počutja, mentalne jasnosti, stabilnosti krvnega sladkorja, odsotnosti kakršnekoli, bi se rekel, ta craving, torej želiš si sladko, tega pač ni. Obstajajo določene pasti sicer, če se kdo želi s tem soočiti oziroma poskusiti, mora se fajn informirati, kaj naj pazi, torej da poveča vnos soli, poveča vnos vode, da poje dovolj maščob in tako dalje. Skratka, ne moreš kar iti na vrat na nos v to, moraš vedeti, kaj delaš. Ampak je pa zelo veliko koristi in določenih principov, ki se jih lahko človek nauči, jih potem potegne ven in jih uporabi v nek kontekst tudi vsejedstva. Recimo, ne vem, stvar, ki jo jaz skušam večini svojih vadečih vsiliti, oziroma princip, ki se mi zdi zelo smiseln, je, da začneš dan z obrokom, ki ne vključuje ogljikovih hidratov. In to je lekcija, ki jo modern človek, ki se nenehno prehranjuje z ogljikovimi hidrati, lahko dobi, ko poskusi ta način prehrane. Dejansko vidiš, da tega ne rabiš. Da je tvoje telo, ukolikor ti metabolizem funkcionira, ima na sebi zaloge energije, ki jih lahko črpa. In če recimo začneš dan brez ogljikovih hidratov, boš imel bistveno bolj stabilno energijo, bistveno manj lakote, bistveno bolj padcev v pozornosti in posledično bo delal tudi boljše izbire pri živilih kasneje v dnevu. Seveda, ja. Tako da so določene stvari, ki kot neka intervencija bi marsikomu koristila. Ampak recimo to pomeni jajca najbrž zjutraj ali kaj drugega. Moj zajtrk, ki ga že skoraj satirično pogosto objavljam, so jajca s pršutom. To je pač... Tako velika količina jajc. Ja, zato ker, kot rečeno, jaz veliko potrebuješ, pojem, zato ker veliko treniraš. Energije rabim za to, kako živim. Ampak 2 do 3 jajci so za 90% populacije človeka, dovolj. Čisto dovolj. No, recimo, dotakniva se še v bistvu vprašanja mesa. Ti, kolikor vem, si lovec in sam ujameš določen procent ali v bistvu vse? Ješ izključno... Mislim, da 80 do 90% mesa, ki ga jaz pojem, sem ga sam v plenu. Imam ta privilegij, da sem pač včlanjen v lovsko družino, da sem del slovenskega lovstva. In lahko pridem do najboljše surovine. Si sam priskrbiš v bistvu svojo hrano. Ampak recimo nekdo, ki kupuje to v trgovinah, misliš, da je enako? Ni enako. Najbrž ne. In iz fiziološkega vidika in tudi iz ezoteričnega vidika, če želimo gledati pač žival, ki je bila vplenjena v gozdu, v svojem naravnem habitatu, ima določeno zgodbo na sebi, kot pa žival, ki je bila v hlevu celo življenje. Je pa res, da če govorimo iz vidika zdravja, če nekdo, ki ima mogoče tisto omenjeno avtoimuno bolezen, bo tudi mleto meso iz največje verižne trgovine boljše, kot pa verjetno
brioš iz pekarne. Ne? Torej, najslabše meso v trgovini bo za nekoga, ki ima mogoče neko metabolno bolezen, boljša izbira kot najboljša žitarica v trgovini, ki je prišla mogoče z drugega konca sveta z letalom. Ne? To je ena stvar, ki je potrebno omeniti. Druga stvar pa je, da mi tukaj imamo luksus, ki se ga ne zavedamo. Vsak ima pol ure časa, lahko vzpostavi mrežo s kmetom, ki ni oddaljen več kot 60 km tukaj in se zmeni in dobi zalogo mesa za celo leto, podpre lokalnega kmeta, podpre nekoga, ki ima mogoče živino na paši, ki ima silažo. Skratka, imamo zelo, zelo velik potencial za živeti zelo dobro v našem delu sveta. Luksus, ki ga marsikdo nima, luksus, ki ga marsikateri del razvitega sveta celo nima in se sploh ne zavedamo tega. Ti imaš mrežo svojih dobaviteljev. Jaz imam zelo dobro mrežo in za kokošje jajca in za govedino, ko jo hočem jesti, in jasno pač divjačino, ki se potepa po naših gozdovih. Tako da, ja, ampak da se tudi pač priti v kontakt tudi s kakšnimi... Ja, seveda, tudi od ribičev lahko direktno kupujemo. Ja, treba je malce iti ven iz cone udobja, ker vseeno je trgovina je vedno to ti mora biti vrednota. To ti mora biti vrednota, ja. Mislim, da tukaj cona ugodja ni vredno kaj dosti omenjati, ker je to tako majhen napor. Oziroma še manjši napor kot kupovati v trgovini, ker ti dejansko, če greš k kmetu, ki ima doma govedino, greš 2-krat na leto, kupiš, daš v skrinjo in si rečen. Sicer pa hodiš vsake 2 dni po... No, se mislim, da veliko ljudi vseeno to počne. Tako da je to že kar razširjeno. Pa tudi v bistvu z zelenjavo in sadjem v končni fazi je le bolje, da je od tu, pa da je od nekoga, ki veš, kaj počne v pridelavi. Tako da ja, veliko je teh tudi koncev ideoloških vprašanj glede prehrane, ampak mislim, da je treba začeti stvari zelo praktičen način gledati, kot si tudi sam poudaril, in poskusiti. Najbrž tudi to je tvoj nasvet tvojim strankam. Probaj. Kakšne izkušnje imajo tvoje stranke recimo s temi? Ali so poskusili te... Nekaj jih je takih, ki so to poskusili. Večina mojih strank nima bistvenih zdravstvenih težav, ki bi jih silile v iskanje ekstremnih načinov. Zato, ker pač jaz rečem tako, če nekaj funkcionira, če se počutiš dobro, če so neki splošni markerji zdravja na mestu, potem delaj to, kar delaš. Zdaj, če imaš neko res zelo izstopajočo navado, da se bašeš z neko specifično stvarjo, ker ti pač paše, mogoče probaj zmanjšati, ampak če si overall zdrav, pač štima. Še vedno so možnosti za optimizacijo, ampak enostavno drži, da pač večini ljudi se s tem ne da več kot toliko ukvarjati. In potem začne ali razmišljati, ko je prepozno, ali pa imajo to srečo, da imajo navade tako nastavljene, da jih držijo zdrave. Po navadi za ljudi velja, da začnejo razmišljati kurativno, ne pa preventivno. Ja, nažalost res, marsikdo od nas. Kje te najdejo ljudje, če želijo tvoje usluge kot trener ali pa, povej, kje? Najlažje na internetu. Jan Hrvatin, sem na Facebooku, sem na Instagramu, imam spletno stran. Telefonska številka je 2 klika oddaljena, če bi kdo karkoli potreboval. Še vedno snemaš tudi videe? Nenehno kaj počnem, ja. In to objavljaš na YouTubeu ali kje? Na YouTubeu še najmanj, čeprav bom več. Največ Facebook, Instagram. Zato, ker je tukaj vedno v ozadju vprašanje časa in koliko časa rabiš, da nekaj posnameš. Da je kolikor toliko koristno in da ni preveč potratno s časom. Tako da sem še vedno one-man band. No, še recimo, počasi se pa se približujeva koncu, ampak še vedno me zanima še nekaj. Kako ohraniti v bistvu motivacijo za preventivno delovanje, ko sva že omenila? Kakšen nasvet bi dal? Oziroma, kako vidiš ti, na kakšen način je smiselno? Jaz nisem pretiran oboževalec motivacije. Zato, ker jo dojemam kot... Jaz jo rad primerjam z zaljubljenostjo v nekem odnosu. In recimo pač zaljubljenost nek fenomen, ki ga mi poznamo, je nek fenomen, ki je pogosto vezan na nas same, ne pa na osebo, ki je nasproti nas, pač je neka projekcija zadaj. Ampak skupnost, kar ima ta zaljubljenost in motivacija skupno, je, da sta minljiva. Je nekaj, kar je ali pa ni, en dan se zbudiš z več motivacije, drug dan z manj. In zdaj, če tvoj zdravstveni oziroma podvig ohranjanja zdravja sloni na motivaciji, najverjetneje ne boš preveč zdrav.
Tako da jaz sem velik zagovornik in to tudi z nekaterimi počnem v svojih mentorskih programih, kot jih jaz imenujem, oblikovanja navad, urejanja okolja, razmišljanja o samem sebi z nekega, bi se reklo, režiserskega vidika, torej da imaš nek pogled na se, kako živiš in kaj lahko spremeniš in na kakšne načine lahko to spremeniš, da boš živel drugače. In to je, mislim, da poanta vsega, ker vse so navade. Mi smo pač skupek nekih navad, nekih dejanj. Torej rutine v bistvu vzpostavljati nove, drugačne. Rutina. Koliko časa rabi človek, da vzpostavi novo rutino po tvojih izkušnjah? Ne gre za čas, koledarski čas, večino časa. Torej, ni to, da jaz bom danes začel in če bom nekaj počel, bom čez 3 mesece to imel inštalirano v svoj software. Gre za količino repeticij. Torej, kolikokrat bom jaz moral iti na trening, da bo trening postal moj način življenja, ali pa gibanje, ali pa karkoli drugega. Ne? In gre za to, da moraš neko stvar dovolj pogosto ponavljati in dovoljkrat ponoviti, da jo ponotranjiš. In tukaj potem smo si različni v tem, kakšna mora biti frekvenca, v smislu, meni prije nekdo mi reče, jaz celo življenje se zanemarjam fizično. Kaj lahko naredim? Malo je treba oceniti, kakšen psihološki profil je v ozadju. Definitivno je najmanj možnosti za neuspeh, če vsak dan počneš tisto, kar bi rad spremenil. Ne rabi pol ure, ampak vsak dan boš vzel 5 minut, da boš treniral. Primer pranja zob prije zelo prav. Ker nas so starši, če smo imeli srečo, naučili, da je zobe treba prati vsak dan. In ko si odrasel, si pač zobe opereš. Če imaš kolikor toliko to navado. Zakaj? Ker vsak dan si mogel prati zobe. In če bi človek vsak dan treniral, se gibal ali karkoli počel, se najverjetneje prej zgodi, da to pač počneš, ker postane del tebe. Po eni strani zato, ker je navada nek nevrološki mehanizem, ki ga pač izvajaš zato, ker dobiš neko nagrado, boljše počutje, boljša samopodoba, izboljšani marker zdravja in potem enostavno je to cikel, ki se vrti. Ampak ga moraš dovolj pogosto zavrteti, da postane dejansko del tvojega mehanizma. Ne? Torej pravzaprav gre bolj za samodisciplino. Tako, pogostost. Gre za pogostost, gre za premagovanje tega odpora, ampak tukaj so pač orodja na voljo. Je zelo veliko orodij, ki se jih jaz poslužujem v delu z ljudmi, s tistimi, ki želijo tak tip dela, in takšnih ni veliko. Večina ljudi še naprej k meni samo po nasvet. So pa taki, ki rečejo, da jaz bi rad life spremenil. In potem so avtorji, ki jih jaz prebiram, ki se ukvarjajo samo s tem, kako dejansko urediti okolje, kako si organizirati dan, kako si pripraviti torbo za trening na določen del stanovanja, zato da jo vidiš, da ne rabiš razmišljati, skratka, da si olajšaš možnost za neuspeh. Take čisto izredno banalne stvari. Banalne stvari, o katerih pa nas nihče ne nauči. To je problem. Ključne stvari v življenju nas ne naučijo. Ja, no, mislim, nekaj je pa le na človeku, da se sam nauči. Hvala ti, no, razen če nisem morda še kaj izpustila, kar bi rad poudaril. Tako da jaz se ti res zahvaljujem za današnji obisk in za vse te izčrpne informacije. Gledalci, če vas zanima, ga lahko kontaktirate, kot je rekel, preko Facebooka, preko Instagrama. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. To je bila oddaja Eno jabolko na dan, danes posvečena prav konkretno preventivi, torej enemu jabolku na dan. Lep pozdrav, se vidimo prihodnjič.